Pozdravljeni, danes pa spregovorimo nekaj o človeku, ki se je kot mlad deček želel postati duhovnik Gruzijske pravoslavne cerkve, toda postal je voditelj Sovjetske zveze in eden izmed najbolj krutih diktatorjev vseh časov. Njegovo ime je bilo Josip Visarijonovič Džugašvili Stalin. Stalin se je rodil 18. decembra 1878 v Gruziji. Pri 7 letih je zbolel za črnimi kozami, zaradi česa je imel do konca življenja brazgotine na obrazu. Prav tako pa je v njega pri 10 letih trčila kočija in je do konca življenja bila njegova leva roka velika ovira. Njegova mati je bila zelo verna in je hotela, da njen sin postane duhovnik. Njegov oče pa je bil kronični alkoholik in čevljar in je mladega Josepa večkrat pretepal. Kasneje, leta 1895, se je vpisal v gruzijsko semenišče. Ves čas je imel odlične ocene, pel je v cerkvenem zboru, nastopal je tudi kot mladinski igralec in pisal je pesmi o ljubezni in naravi. Njegovi sošolci so ga opisovali kot najboljšega učenca, vendar tudi najbolj problematičnega, saj se je večkrat pretepal. Ker so ga tudi duhovniki večkrat pretepali in zlorabljali, se je na neki točki začel opredeljevati kot ateist. Kasneje pa je začel brati Karla Marxa in se zgledoval po njegovih idejah. Kasneje je pobegnil iz semenišča in se je leta 1901 priključil gruzijskim revolucionarjem za odcepitev od Rusije. Kasneje so ga izgnali in zaprli v Sibirijo, večkrat je celo pobegnil iz zapora in se je leta 1905 priključil Leninu in bolševikom. Zelo dobro je organiziral razne delavske proteste in druga gibanja, kar mu je povzročilo hiter vzpon pri bolševikih. Ker je bolševikom veliko primanjkovalo denarja, je Josip sam naredil ogromno ropov in ugrabitev, ki so bili večinoma uspešni. Josip je brez težav ubijal in mučil ljudi in pri tem ni kazal čustev, morda je celo užival, in zato si je dal ime Stalin, kar pomeni železni mož. Med oktobrsko revolucijo je delal propagando za Lenina in bil novinar za komunistični časopis Pravda. Kasneje, leta 1922, je prevzel vlogo sekretarja Sovjetske zveze in manipuliral med sovjetskimi politiki in jih enega po enega odstranil. Kasneje, po Leninovi smrti, je postal vrhovni vodja Sovjetske zveze. Od leta 1928 do leta 1941 je začel modernizirati Sovjetsko zvezo s svojimi 5-letnimi programi. 5-letni program so navodila in ukazi, ki so jih delavci morali izpolniti. Kopali so železo, premog, gradili so tovarne in razne druge vojaške stavbe. Če delavci in delovodja niso izpolnili zahtev, so jih usmrtili ali poslali v gulage. Zadnji 5-letni program je prekinila nemška invazija na Sovjetsko zvezo. Prav tako je država zopet vzela kmetno zemljo in povzročila podržavljanje zemlje, zaradi česar so nastali kolhozi. Kasneje je to povzročilo ogromno lakoto, predvsem v Ukrajini. Ukrajinskim kmetom so vzeli njihovo pridelano hrano in jo prodajali v Evropo, saj je imela Evropa ogromne primanjkljaje s hrano. V Ukrajini je zaradi tega ukrepa umrlo 7 milijonov ljudi. Razlog, da so to naredili, je bil, ker si je Stalin želel Sovjetsko zvezo spremeniti v velesilo. Zaradi vseh teh ukrepov in usmrtitev, ki so jih izvajali, je Stalin postal paranoičen. Prav zaradi tega je ustvaril kult osebnosti, da je bog Sovjetske Rusije. Slikal se je za otroci in vsako gospodinjstvo in objekt je moralo imeti njegovo sliko na steni. Prav tako se je bal tudi državnih udarov, zato je dal ubiti več kot 100 generalov, pesnikov in politikov. 20 milijonov prebivalcev Sovjetske zveze pa je bilo poslanih v gulage na prisilno delo. Kasneje, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, je Rdeča armada začenjala izgubljati. Prav zaradi Stalinovih čistk nad njegovimi generali, šele pred Moskvo so Rusi ustavili Nemce. Kasneje je Stalinov kult osebnosti narasel do vrhunca pri bitki za Stalingrad, ko je vojakom ukazal, da ne smejo stopiti niti koraka nazaj. Prav zaradi tega se je Rdeča armada borila do smrti. Kasneje so Rusi po letu 1943 začeli zmagovati in so Nemce čez 2 leti pregnali vse do Berlina in s tem končali vojno.
Stalin se je po koncu vojne ustrašil, da bo Rusija napadena z jedrskim orožjem. Zato je prisilil vse najboljše fizike naj ustvarijo jedrsko orožje, ki so ga leta 1949 uspešno testirali. Leta 1953 je bil Stalin star 74 let. Vse bolj je bil paranoičen. Začel je sumiti, da ga bodo ubili njegovi lastni zdravniki. Zato je dal vse usmrtiti. Prav to ga je stalo življenja. 5. marca 1953 je umrl v svoji dači zaradi možganske kapi. Stalin naj bi več ur ležal v svojih iztrebkih, preden so ga našli. Na Stalinov pogreb je prišlo več tisoč ljudi. Nekateri so žalovali in nekateri so se hoteli prepričati, ali je res mrtev. Tudi na pogrebu ni šlo brez smrtnih žrtev. Zaradi prerivanja je umrlo 109 ljudi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.